Lepo pozdravljeni in dobrodošli na uvodni uri Pilatesa, kjer bomo spoznali osnovne položaje, osnovne gibe, tehniko dihanja, različne variacije in k čemu tekom Pilates vadb strmeti in česa se izogibati. Danes rabite samo blazino, nekaj udobnega za obleči in to je to, lahko začnemo čist brez pripomočkov. Štartamo pa v sedečem položaju. V sedečem položaju jaz se obrnem proti vam, vi lahko v bistvu ste v liniji s svojo blazino. Daš se v nek udoben položaj, sedeči položaj in se v hrbtu poravnaš. Paziš, da ne zležeš skupaj vase. In najprej bomo položili roke na rebra, na ta rebra, ki štrlijo ven. Želim, da jih položimo spodaj, kot da bi jih objeli, spodaj zajeli, tako. In zdaj želim, da v bistvu vdihamo v ta predel. Torej, da se vdihneš skozi nos in izdihneš skozi nos v predel reber. Ne v prsni koš, ne v ramena, ampak v predel reber in rajš v trebuh. Ja? Probajo se rebra napihniti in zložiti skupaj. Ja, zdaj pa probaš svoja rebra prijeti strani, kakor da bi v bistvu se dal, rečemo, da daš roke v bok, ampak jih ne daš v bok, jih daš v rebra. Ja, in dihaš, da probaš razširiti rebra naprej, v stran in nazaj, da se diha trodimenzionalno v vseh treh smerih. Čutiš, kako se tvoj reberni lok odpira in zapira. Super. Še zadnjič. Pazi, da se ne dvignejo ramena k ušesom. Ramena so sproščena, moj lok je širok in potem, ko izdihnem, se zmanjša. In k temu želimo strmeti pri Pilatesu. Dihanje v oklep oziroma v ta del trupa oziroma v trebuh, v rebra, ki mu jaz rada rečem, da ga zapremo in ga oklenemo, kakor da bi bili v enem oklepu oziroma kakor pravijo včasih pri Pilatesu v stezniku. Ja, in ta del proba dihati z nami. Rebra probajo dihati in znotraj reber, tako navzgor, je naša dihalna mišica prepona in tukaj želim, da se razširi. Vdihnem v dihalno mišico, ne diham v rame. Okay? To je za začetek dihanje. Še vedno sedite tako, kot sedite, oziroma jaz se samo obrnem, da boste lažje videli. In zdaj, ker dihanje zajema celotno prakso Pilates, boste počasi prišli v ta ritem, da se boste naučili sploh dihati zraven ob vajah. Ampak vedno, ko vas spodbujam, vdih, izdih, ja, se probaš fokusirati na ta ritem dihanja. Večkrat se bomo vračali samo k dihanju, ampak želim, ko rečem trodimenzionalno, vdihneš v spreden del, stranski del, zaden del, želim, da si predstavljaš ta balonček, ta oklep, ki se širi v vse smeri. Okay? Zdaj pa sediš, gledaš naravnost, sproščena ramena so vedno in iztegneš roke pred sabo. In ko so roke iztegnjene, bomo aktivirali lopatice. Želim, da stisneš lopatice nazaj, samo lopatice, ne velja to. Ja, samo lopatice nazaj, izdih, vdih, naprej razširiš. Izdih, stisk, poravnaš. Naprej razširiš. Ja, lopatice se primaknejo skupaj navzdol in se odmaknejo stran druga od druge. Samo lopatice. Imamo retrakcijo in imamo protrakcijo stran. In retrakcijo in protrakcijo.
In zdaj zadržiš roki nekje v sredinskem položaju, torej ne držiš samo v retrakciji, ne stiskaš samo lopatic in ne razširiš jih. Torej držiš nekje na sredini. Ja, in zdaj želim, da dvigneš ramena gor do ušes, torej elevacija lopatic, jih dvigneš in jih depresiraš. Torej depresija lopatic oziroma spust navzdol. Dvig lopatic in spust lopatic. Izdih, dvig lopatic, spust lopatic. Super, in sprostiš. Bravo, lepo. Ja, kar je malo težje zdaj, ko gremo v položaj vratu, je malo težje, da sedimo v sedečem položaju in bomo potem še enkrat ponovili, ko bomo v ležečem. Ampak obsedi. Vedno, ko sediš, čutiš sednice. To so sedne kosti. Če naredim tako, jih začutim, da sem na kosteh. Ja, tak se premikam. Ne smem biti zadaj za kostmi. Okay? Vedno na kosteh. Torej, na dveh ritnicah oziroma na dveh kosteh znotraj ritnic. In v tem položaju zdaj želim poravnati glavo, gledam naravnost, ne gledam gor, ne gledam dol. Vedno poravnavam glavo, kakor da si predstavljam, da je moja hrbtenica še podaljšana v stilu palce. Kakor če bi si zapičila palco, bi šla skozi glavo, skozi vrat, navzdol in skozi medenico ven. Ja, držim v tem položaju in zdaj želim, da naredite podbradek. Torej, podbradek navznoter, samo podbradek. Podbradek ne velja to. Ja, podbradek je samo podbradek noter in zravnam vratno hrbtenico in sprostim. In podbradek noter nazaj in sprostim. Podbradek in sprostim. Podbradek izdih in sprostim. In imam zadnja podbradek in sprostim. Super. Zdaj pa iztegnemo nogi naprej. Ne iztegnemo, damo v nevtralni položaj v sedu. To je nevtralni sedeči položaj v pilatesu. Roke damo pred sabo, spet začutim sednice, poravnam se. V nevtralu imam lopatice, torej ni retrakcije, ni protrakcije, ampak je nevtral. Ramena so sproščena, jih ne vlečem gor. Lopatice si skozi predstavljam, da jih stiskam navzdol pa skupaj. Torej, da na spodnjem robu prideta skupaj. Ja, tako nekako se stabiliziram. Ne stiskam jih v retrakcijo, ne delam tega, ampak ko si predstavljam, jih napnem in potegnem rahlo navzdol. Ja? In zdaj želim, da naredim črko C. Počasi grem v črko C navzdol, da rahlo zvijem hrbet oziroma hrbtenico. Grem navzdol, naredim črko C, gledam še vedno naravnost. Naredim tukaj vdih. Naredim izdih, grem preko, črka C in se poravnam gor. Zravnam. Vdih. Z izdihom roke pred sabo, spustim dol, črka C. Vdih spodaj. Z izdihom grem čez, nekdo me vleče za prste in se dvignem gor. In nazaj izdih. Naredim vdih. Z izdihom naprej, nekdo me vleče in se dvignem vdih. Zadnja. In spodaj zadržim. Vztrajam v takem položaju, da sem lahko pod kontrolo vedno, ja, da vedno nadzorujem, kje je trebuh, trebuh poravnavam, aktiviram globoke trebušne mišice, ja, in držim to pozicijo. Ramena so sproščena in vztrajam v podolgovatem položaju, torej da ne pada mi glava nazaj, na noter, ampak da jo držim ravno in da se kontroliram s trupom, ne da se vlečem naprej s telesom. Ja, sproščena. Tako, in vztrajam, držim tukaj. Imamo 3,
imamo 2, imamo 1 in se dvignem gor, raztegnem in sprostim. Super. Se počasi uležeš vretence za vretencem dol na tla. Ja, to pa je zdaj nevtralni položaj v leži na hrbtu. Torej, kolena so pokrčena, hrbtenica je v nevtralnem položaju na tleh. Nevtralni položaj hrbtenice pomeni, da je v S obliki, naravni S obliki. Jaz roke stegujem gor, da vidite mojo hrbtenico. Ko gre, se prsni del hrbtenice dotika tal, potem pa rahlo se dvigne od tal hrbtenica v ledvenem delu in potem se v trtici spet spusti v stik s tlemi. Držiš roki gor. Najprej želim, da gremo v odtis. Odtis pomeni, da pritisneš ledveni del ob tla, ga zravnaš s tlemi, rahlo privzdigneš medenico in zapreš rebra navzdol. In potem, ko ga sprostiš medenico, rebra rahlo odpreš in imamo spet to v bistvu krivino, ledveno krivino, ki je del naravne hrbtenice oziroma naravne oblike hrbtenice. In z izdihom pritisni odtis, vdih, sprosti. Z izdihom pritisni odtis, vdih, sprosti. In nadaljuješ. Nadaljuj izdih in vdih, sprosti. Jaz vmes razložim, kaj je sploh fora tega odtisa. Odtis je super, ko ste začetniki. Odtis vam bo pomagal, da stabilizirate trebuh in globoke trebušne mišice. Enostavno, če v začetku, ja, kar nadaljujte, s tem jaz se malo medem. Enostavno v začetku, ko ste začetniki, ko nimate dovolj močnih trebušnih globokih mišic, vam bo odtis, to, da fiksirate ledveni del ob tla, to, da stisnete trebuh ob tla, vam bo pomagal stabilizirati in zaščititi hrbtenico in ledveni del. Ko napredujete, torej, da so trebušne močnejše, da je zavedanje globokih trebušnih, da je zavedanje mišic medeničnega dna, gremo v naravno hrbtenico, v naravno obliko hrbtenice, torej v naravno ledveno krivino. To pomeni, da bomo vse vaje izvajali v naravni ledveni krivini in da ne bomo se več vračali v odtis, razen če ne bom jaz izrecno rekla, vračamo se v odtis. Zato, ker to pomeni, ko bomo v naravni krivini, imate vi dovolj močne trebušne mišice, globoke trebušne mišice, mišice medeničnega dna, da dejansko ohranjate stabilno in kontrolirano telo in kontroliran trup. Ja? In to je najbolj naravno, varno in v bistvu zdravo za hrbtenico. Hrbtenico, ko jo mi pritisnemo v odtis, zgubi svojo naravno krivino. In mi dejansko hrbtenico zravnavamo, kar, če je naravna krivina hrbtenice S, zakaj bi jo zravnavali, ne? Tako da to samo pomaga stabilizirati, zato da se ne ukrivimo še bolj. Ne? Torej, če imam jaz trebuh švoh in da delam trebušne, bom jaz, karkoli bom naredila, bom trebuh popustila in bom povečala krivino. Ja? Zdaj pa, ko bom jaz pritisnila v odtis, bom meni veliko lažje se dvigniti gor, narediti določeno vajo. Ja? Ko bom dovolj močna, da bom jaz kontrolirala rebra navzdol, luknjica spodaj, jaz temu rečem luknjica za miško, ja? Majhna luknjica. Ja? In luknjica spodaj, stabilna in nevtralna medenica, torej da nimamo v posteriornem tiltu ali anteriornem nagibu, ne? Torej stabilna medenica, ko sem jaz lahko v tem položaju dvigalna. To je pa potem ta kontrola. In ko bom imela poravnan trup, ker mi bojo globoke trebušne držale moj trebuh, ne moj six-pack, ne moj rectus abdominis je ta kvadratki mišica. Ja? Takrat jaz lahko vse delam v nevtralu, se dvigujem in izvajam vaje. Do takrat mi pomaga odtis. Je veliko lažje kontrolirati globoke trebušne mišice. V momentu, če bom se jaz sprostila v nevtral, pa ne bom imela dovolj močnih globokih mišic, ko bom naredila spust,
bo šel moj trebuh gor. In kaj naredim tukaj? Trebušna mišica nobena ne dela. Dela pa velik hrbet oziroma vretenca, kar je slabo in lahko izzovemo bolečino v hrbtu. Okay? Na dolgo, malo na daljše, ampak bom konstantno to ponavljala, ker je to največja napaka. Ja? In če se gledate tako, da ste v tem položaju, ja, zdaj vas veliko že počiva, ne delate več tiste vaje, ja, ne delate več odtisa. Če vas je veliko, takole, ko se pogledate gor, ne, če vidiš, da ti ta mišica, ta rectus mišica, da se ti v bistvu tak hribček naredi, to pomeni, da ti v bistvu ta rectus mišica prevzema, oziroma v večini primerov to pomeni, da ti prevzema večino dela. Ja, da je močnejša kakor ostale mišice okoli. In In tega se želimo izogibati. Jaz, ko naredim izdih in upogib, želim videti raven hrbet, zato da so vse mišice, torej rectus, transversus, vse, ki so okoli globoke mišice medeničnega dna, da me držijo stabilno. Ok? Vrnemo se nazaj. Naredimo še parkrat odtis, pritisneš dol in sprostiš. In pritisneš dol in sprostiš. Ja, in zdaj se že zavedamo v bistvu, kaj pomeni, ne? Kaj je odtis, pa kaj je nevtral. Ja, in zdaj, ko naredim odtis, se tudi medenica zvrne posteriorno, torej nazaj, in če naredim preveliko luknjico za miško, se zvrne anteriorno. Česar ne smemo dovoliti in želim, da smo skozi v nevtralu, torej da nam je prijetno, da imamo tukaj spodaj luknjico. Rebra enako, rebra ne smejo štrleti gor in rebra ne smejo biti preveč, torej rebra bojo pritisnjena v tla samo v primeru odtisa. Paziti treba tudi, ko narediš odtis, da ne zvrneš samo medenice. Rebra moraš tudi navzdol zapreti, ja? In lahko ponovimo. Zdaj pa želim, da gremo vretence za vretencem počasi gor v dvig bokov. Torej dviguješ, izdih, 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 dvigneš gor, narediš zgoraj vdih in z izdihom vretence za vretencem počasi nazaj dol. Ja, in ponoviš. Sem takole malo prestavila, so boljš videli. In pritisneš, izdih, 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 stisneš in počasi z vdihom nazaj dol. In vdih spodaj. Še enkrat gor, izdih. Izdih, 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 stisneš trup. In počasi, počasi dol. Super. Zdaj pa naredimo upogib. Roke ob telo za 2-3 cm v zraku in gremo v upogib trupa oziroma trebušnjak. Z izdihom dvigneš lopatico od tal, lahko zadržiš tukaj luknjico za miško, lahko pa v odtis pritisneš. Ja, dvigneš gor, glava gleda rahlo navzgor, ne naprej dol, sploh pa ne sebe v popek. Ja, rahlo navzgor in spustiš z vdihom. Izdih, gor, stisneš trebušne in spustiš dol. Pazi, včasih so veliko govorili, potegam popek noter. Ne vlečemo popka noter in tega se izogibamo. Občutek je lahko edino tako, jaz vedno najlažje tako opišem, je, da stisneš trup, kakor da se pripravljaš, da te nekdo boksne. Ja, torej napet trup, nekdo te boksa in ti držiš trup. Okay? Lahko se dejansko potrpljate, pa boste videli, kakšen je občutek, kako se moraš napeti. Ja? In vedno si v tem položaju. Z izdihom občutek, da stisneš trup. Okay? In spustiš nazaj dol vdih. Izdih in nazaj dol vdih. Izdih in nazaj dol vdih. Imamo zadnjega, izdih. Probaš zadržati luknjico za miško in dvigneš gor noge na mizo. Nogi sta vedno narazen, glavo zdaj spustiš. Nogi sta vedno narazen in stopala sta vedno narazen. Torej nikoli v tem položaju ne slonimo.
druga na drugi. Ja? Poravnaš se, če ti kaj ni udobno, in zdaj pritisnemo, tako da samo iztegni komolce in pritisni dlani ob kolena. Ja? Stran jih odrini. Zdaj želim, da kolena fajn pritisneš noter v dlani. Ja, in začutiš, kako se ti napne trup. Pazi, da ga imaš rahlo zravnanga, lahko ga pritisneš tudi v odtis, če ti je lažje, lahko si v nevtralu, pazi pa, da ti ne gre v povišano krivino. Okay? Povečane krivine se izogibamo. Pritiskaš, vztrajaš. Ja, imamo vdih. Vdih. In z izdihom se objameš in sprostiš. Tukaj pa gremo pol v odtis. Pazite, da razlikujete odtis pa nevtral. Pri tem, ko krepimo, ko so vaje krepitve, se vedno poskušamo ohranjati nevtral, oziroma v primerih, kot sem pojasnila, ko nimamo dovolj močnih mišic, smo v odtisu, ampak ko smo pa sproščeni, je pa odtis več kot dobrodošel. Lahko se vedno, ko rečem pavzo, se lahko vedno pomasirate takole malo, naredite vedno, kar vam paše, v glavnem. Okay. Zdaj bomo stopala spustili nazaj dol, roke spet usmerili gor proti stropu. Imamo vdih v nevtralnem položaju. Z izdihom, izdih vedno pomaga aktivirati trup. Z izdihom peli roke za glavo. Do tal, predstavljaš si, da ti nekdo vleče roke ven iz ramen in vrneš vdih nazaj. Izdih. Vdih, izdih, delaš skozi nos, lahko pa delaš tudi vdih skozi nos in izdih skozi usta. Fora te vaje tukaj je, da ko narediš izdih, stabiliziraš trup, potisneš rebra navzdol proti popku, ne v odtis, samo rebra navzdol proti popku, da stabiliziraš in da trup zadržiš v enaki poziciji, kot ko si v nevtralu. Ja, in gremo z izdihom, trup v nevtralni poziciji in vdih, nazaj gor. Ja, pazi, tukaj te z lahkoto ti trup odpre. Vidiš moja rebra? Ne smejo biti tako, ker tako, ko imam jaz rebra, lahko spustim takoj ramena navzdol. Koliko sem jaz gibljiva, ne? A v bistvu ni res. Ko rebra jaz zaprem, se moja ramena dvignejo. Ja, in jaz nisem več tako gibljiva, kar naenkrat, ne? In včasih je to napaka, to je ta kontrola, ki jo spodbuja pilates. Z izdihom jaz kontroliram in v izdihu, ko imam jaz kontrolo tega dela tukaj, rebra, spustim dol in jaz ne pridem do tal, zato ker mene tukaj začne že zategovati, a ne? In če bom jaz dol spustila rame, bom tudi jaz odprla trebušni del, ja? In vrnem nazaj gor in imam 3 in 2. Ogromno vam razlagam, to je uvodna ura, želim, da imate osnove jasne, da na vsak nadaljni trening bo zelo kvalitetno narejen, ker boste točno vedeli, ko bom rekla odtis, ne odtis, tukaj odtis, pazi rebra, zapri v oklep, pazi medenico, a ne? Točno se ve, v katere položaje se vračamo. Super. Zdaj pa še ena pomembna zadeva v ležečem položaju, kako imamo glavo. Lahko se pogledate, marsikdo zna imeti glavo, tako da ima brado obrnjeno navzgor. Ja, probamo zdaj vsi brado potisniti navzdol. In vedno, ko se uležem, lahko naredim rahel podbradek in potem sprostim. In parkrat to ponovim. Z izdihom podbradek in sprostim. Z izdihom podbradek in sprostim. Z izdihom podbradek in sprostim. In pazi, ko narediš podbradek, ne zanalaš sproščati gor, ampak vedno podbradek izdih in sprostim nežno. Ja? In tukaj ostanem. In tukaj je zdaj moj vrat dolg, poravnan in v bistvu razteguje
spodnji del, a ne? Tako, kot da bi si gor potegnil in se nastavil, a ne? Torej, spodnji del, vratna hrbtenica mora biti v raztegnenem položaju in rahlo navzdol. Torej, da skozi malo gledamo pod kotom 45 stopinj. Ok, super. Zdaj pa počasi, vedno, ko se dvigujemo tako, da zahakljamo koleno in se počasi dvigni gor. Ja, si z nogo pomagaš, da te dvigne. Zdaj pa gremo na vse 4. Obrneš se, kakor želiš. Se dvigneš gor na vse 4. Nastaviš dlani vedno pod ramena. In gremo najprej v mačko. Raztegnemo mačka, zdaj pa tukaj pogledaš proti popku in tukaj imaš vedno vdih. In z izdihom vrneš nazaj v nevtral. In vdih, poglej proti popku. Kar se tiče dihanja, dihanje je kompliciran zato, ker je kontra naravnemu dihanju. Ja? Ponavadi, če jaz naredim mačko vdih, jaz bi hotela narediti, ko pogledam gor proti stropu, jaz bi hotela tukaj narediti vdih. To je naravno gibanje. Ko se jaz odprem, prsni koš, to je vdih. Ampak pri pilatesu ni. Pri pilatesu je to izdih. Zaradi tega, ker stabiliziram trup. Ja? Ok, in gremo, kar nadaljujemo. Vdih, dol, poglej. In izdih, poravnaš sredina, najdeš nevtral. In vdih. In izdih, nevtral. In vdih. In nevtral vrneš. Super, zadržiš v nevtralu, vdih. Z izdihom zapiči stopala v tla in dvigni za 1 cm ali 2 cm kolena od tal. Zadržiš ta položaj, narediš vdih. Z izdihom sprostiš na tla. Vdih gor. In z izdihom dol. Vdih. Izdih. Zdaj pa tukaj spodaj narediš vdih. Izdih gor. Zadrži vdih. Izdih dol. Narediš spodaj vdih. Z izdihom gor. Vdih zgoraj. Izdih dol. Vdih spodaj. In zdaj prava, hitrejša izvedba. Gremo izdih gor. Vdih dol. Izdih gor. Vdih dol. Izdih gor. Vdih dol. Izdih dol. Gor, pardon. Vdih dol. Super. In sprostiš prste. Bravo, imamo z izdihom, oziroma zdaj bomo roko iztegovali nad glavo in gremo najprej vdih do ušesa in potem z izdihom samo roko, ne trupa, samo roko pelješ nazaj. Vrneš pod sebe. Druga roka, vdih. Do ušesa, z izdihom roka nazaj. Spet vdih do ušesa. Izdih nam pomaga trup stabilizirati, rebra usmerjati navzdol, da se ne odpiramo skupaj z roko. Vdih gor, z izdihom okol. Vdih gor, z izdihom okol. Vdih gor, z izdihom okol. Super, zadržiš na vseh 4. Dlani vedno pod rameni. Zdaj pa iztegneš levo nogo nazaj. Izdih gor. In zdaj želim, da pripelješ koleno nazaj pod telo. Vdih. Pa izdih, lahko naredimo flex v stopalu, brcneš ven. Pa vdih. Pa izdih. Vdih. In ko naredim izdih, poravnava medenico naravnost dol. Obe strani medenice gledata naravnost dol, nobena se ne obrača na ven. Ja? Vdih naprej, izdih.
Vdih naprej. Izdih. Vdih naprej. Izdih. In zdaj zadržiš nogo gor, dodej zdaj nasprotno roko, desna. Izdih in zadržiš. Gre se zdaj obe dol. Vdih, se dotakneta, z izdihom gor. Vdih, z izdihom gor. Lahko imaš desno stopalo zapičeno v tla. In izdih, gor. Gledaš skozi naravnost dol. Vratni del je poravnan, pazi, ti glava ne pada dol. Ne glej se dol v koleno, ampak glej naravnost, poravnej se gor. Z izdihom. Pa vdih dol. In zadnja. In vdih dol. Super, gremo druga, desna noga se iztegne. Izdih in vdih pod telo. Z izdihom flex ven. Vdih pod telo. Izdih flex ven. Vdih pod telo. Izdih flex ven. Vrat poravnan, glava naravnost, gledaš direkt pred sebe in komolci so skozi majčkeno pokrčeni. Ja, ne jih iztegovati, ne imeti hiperekstenzije, čeprav se tudi včasih meni zgodi, ampak se probamo konstantno popravljati. Izdih. In pazi, da imaš ta oklep v trupu, a ne? Torej, stisnem trup, da se ne zvijaš, ja, ne gremo v pogib, ampak skozi imamo poravnan trup. Izdih brcnem, vdih vrnem. Izdih brcnem, zdaj pa zadržim, dodam nasprotno roko, izdih in zdaj vdih obe strani dol, z izdihom brcnem. Vdih obe strani dol, z izdihom brcnem. Vdih obe strani dol, vdih, skozi rožo malo zadaj brcam. Marsikoga zna to tudi zmotiti, ker od mene malo moti. Ampak, ne se sekirati. Izdih. In zadnja. In pavza. Dol. Vedno streč nazaj ali školjkica. Ja, jaz vedno rečem streč nazaj, pa to v bistvu enak pomeni školjkica. Školjkica, probaš dlani zalepiti ob tla čim dlje ob sebe, potem se pa nazaj usedeš zadnjico na pete in čelo spustiš na tla. Ja, in globoko dihaš. Probaj imeti tukaj občutek, kakor da z vsakim vdihom razširiš rebra. In tukaj, kar ostani v položaju, jaz se samo malo dvignem, da me boste lepše slišali. Lahko po želji sicer se tudi dvigneš na komolce vmes, če ti ne bo več pasalo oziroma če te preveč razteguje. Ampak tukaj je odličen položaj, da opredelimo še mišice medeničnega dna. Mišice medeničnega dna so ene izmed najbolj pomembnih mišic, ko se jih naučimo kontrolirati oziroma ko aktiviramo globoke trebušne mišice, se počasi vključujejo tudi mišice medeničnega dna, predvsem pa je to zavedanje, da mi sploh znamo aktivirati mišice medeničnega dna. In za ženske je mogoče majčkeno lažje začutiti mišice medeničnega dna. In sicer to je v bistvu občutek, kakor da zapreš vse medenične luknje. Ja? Torej, zadržiš urin, ampak jaz po domače in veliko lažje se razume, če rečemo, da v bistvu, kakor da bi tampon povlekel navznoter, a ne? Kakor da bi v bistvu zaprl vse medenične luknje. Na lepši način razloženo, in tudi za fante mogoče malo, oziroma za moške malo lažje, je pa, da si predstavljaš, da imaš na dnu medenice, ja, kar ostanete v položaju školjkice navzdol. Za fante pa mogoče malo lažje si predstavljaš, da imamo medenico, ne, vsi imamo medenico. In zdaj si predstavljamo, da na dnu te medenice imamo mi tako v bistvu prevleko oziroma rečemo trampolin. In
ko stisnemo mišice medeničnega dna, si predstavljamo, da ta trampolin vakuum povleče navznoter in ga obrne navzgor. Ja? Torej, z izdihom stisni mišice medeničnega dna in povleči ta trampolin ontra. Navznoter kot vakuum. Lahko si predstavljaš tudi, da imaš na dnu medenice žogico in jo z izdihom povlečeš noter v medenico in jo peleš navzgor proti popku. Ja? Torej, z izdihom stisneš in povlečeš in pelješ navzgor proti popku. Ja? To so v bistvu z drugimi besedami, lahko rečemo temu tudi keglove vaje. Ampak keglove vaje so malo drugače, kakor pa da mi rečemo, da pri pilatesu znamo vključiti še mišice medeničnega dna. Okay? Ja, in ostanemo v tem položaju navzdol, tukaj je najlepše začutiti mišice medeničnega dna. In v bistvu, ko gremo izdih, stisni in povleči ta trampolin navznoter. Ja? In vdih sprosti. In z izdihom povleči navznoter in vdih sprosti. Izdih povleči navznoter in izdih sprosti. Povleči in vdih sprosti. In imamo zdaj dva. Stisneš, zadržiš in gremo impulze. Stisk, stisk, stisk in spustiš. Ja, to je pa že malo težje. Z izdihom stisneš, zadržiš, stisk, stisk, stisk in spustiš. Ja, super. Mogoče ta samo stisk navznoter marsikomu ni delal težave. Če je komu delal težave, je veliko treba delati na mišicah medeničnega dna oziroma na tem ozaveščanju. Ni vse samo jaz ne čutim, jaz ne morem čutiti. Veliko je tudi najprej si predstavljaš, dokler dejansko telo ne začuti. Ja, veliko je tudi o ozaveščanju in povezavi dejansko glava in telo, oziroma možgani telo. In velikokrat je tudi dokazano, več ko razmišljaš o mišici med tem, ko vajo za to mišico izvajaš, večji bo tudi kasneje učinek, rečemo, da muskel fibra, ker smo tako obremenili fizično, kot tudi nevro, a ne? Tako da tudi mišice medeničnega dna delujejo na enak princip, a ne? Mi, če ne začutimo, moramo si predstavljati ta trampolin, to žogico in te stiske. Sčasoma bo prišlo, sčasoma bomo ozavestili. Najtežji del je tukaj zdaj vključiti mišice medeničnega dna vmes med vajami in zdaj naredimo eno vajo in sicer se vrnemo nazaj v kocko. Na vse 4 zapičiš stopala v tla in z izdihom dvigneš kolena od tal. In zdaj želim, da ta položaj vztrajaš, zadržuješ in zdaj stisni mišice medeničnega dna z izdihom in z vdihom jih sprosti. Izdih. Zadrži, povleči noter in sprosti vdih. In zadnjega z izdihom in vdih sprosti vse dol. Ja, kar je pa takoj malo težje, ampak se tudi veliko več vključi mišic oziroma aktivacije. Ja? Super! Za danes oziroma za to enoto smo ogromno naredili, veliko ni toliko utrajajoča, čeprav je pa veliko informacij in prav je, da ta del, ta sklop vam je jasen, da so osnove na svojem mestu in da lahko z naslednjo vadbo štartamo tako, kot se zagre. Najlepša hvala. Hvala, ker ste bili z mano, hvala, ker ste se odločili za pilates in da ga boste in upam, da ga boste speljali do konca. Lepo bote in se kmalu vidimo.